Glede, gospa izpostavlja genilega Gatesa, dobesedno, lejte, on ima društvo svoje, ne, to veste. In to društvo mu omogoča, da pleni po celem svetu. On je nedotakljiv, deluje v svoji jurisdikciji in Indija, Amerika, Afrika, več ali manj je tam že lastnik. In če mogoče malce izpostavim NATO, on je agresor, ki deluje tudi v okviru tega noter in njim je interes zemlja in hrana. Njihovo vodilo je, imej v rokah hrano in obvladoval boš kompletno človeštvo. Hrana in voda sta strateškega pomena. Hrana pa brez zemlje oziroma zelenjava pa sadje pa brez zemlje ne moreta rasti. In tukaj, ja, in vode, in tukaj imajo oni, vsaj mislijo, da imajo največjo moč in oblast. Zato je treba vsak košček zemlje čuvati ko punčico svojega očesa. Miran bi rad še nekaj povedal, mu bom dala besedo. Kako ste milostni. Hvala. Glejte, tako kot sem jaz že v začetku povedal, ne, nič se ne zgodi slučajno, vse se dogaja plansko. Jaz vam bom tu potrdil to, kar je Mateja sama povedala, ampak z enega drugega širšega zornega kota. V planu je z 10 človeštvo. Ta trenutek se odvijajo sledeče stvari. Se pravi priti do imetja vsakega posameznika. Vključena je tudi zemlja, vključeno je vso imetje. Agende se izvajajo na ta način, da to, da smo mi postali osebe, ne, se pravi od države kreirane entitete, ki sploh ne obstajajo, se pravi fikcije, ne, in s tem tudi trgovsko blago, je samo del te agende. Ker gre za predatorsko delovanje kot tako, ne, je njihov cilj popolnoma osvojiti ta svet nov, katerega del smo mi in Zemlja. Vsi planeti so že uničeni, mi več nimamo kam. Ali bomo obstali, ali bomo pa crknili in zginili za vse čase z Zemlje. Ne? In ne misli, da bodo oni svojimi agendami nehali. To, kar je bilo izpostavljeno glede Gatnikovega bila, ne, je stvar sledeča. Naženi ljudi v mesta, naredi jih odvisne od mesta in od vsega, kar lahko ta geto imenovan mesto nudi, in pridi za stojn ali pa za majhen denar do narave. Se pravi, v njihovih agendah je narava v bodočnosti njihova lastnina. En od glavnih predatorjev je Rimokatoliška cerkev. Če pogledate recimo trenutno situacijo v Sloveniji, pogledajte, koliko ima ta zločinska institucija v oblasti ne samo objektov, ampak zemljišča, gozdov in tako naprej. Ne, se pravi, glej, to so vse manipulacije, ker oni imajo dolgoročne podpisane pogodbe in dogovore med seboj, ne, in včasih tudi naredijo tako potezo, ajmo jim malo servirati, ne, pa ajmo se narediti siromaki, pa nimamo denarja, pa tako naprej, ampak vse je vnaprej določeno, ne. Tako kot če gledate te, ne, kao, ne, predstavnike ljudstva, ki to sploh niso, ne, prepirajo se na televizorju, pol grejo pa skupaj na pir, na koncu se pa tapkajo po ritkah, ker večina njih je pedrov, ne, tapkajo po ritkah v Bruslju, pa samo kolobarijo sem pa tja. Pa rabijo enega, pa pride z Bruslja, naredi svoje, se vrne v Bruselj in tako naprej. Ne. Se pravi, spoznajte modus operandi, po katerem oni delujejo. Kar se tiče tržišča nepremičnin, pa tega ne glede na to, kar je med Rusijo pa Ukrajino oziroma med Rusijo pa Rusijo samo, ne, ta trenutek oni imajo v planu sledečo stvar.
Poglejte samo, koliko je starčkov, ne, ki so garali celo življenje v domovih za ostarele. S čim oni garantirajo, da bodo pač živeli človeka dostojno življenje, kar pa ni dejansko, ne, v resnici, ne. S čim garantirajo? Pa svojim imetjem. Ne? Se pravi, da njihov imet je že last korporacij. Vsi cepljeni ljudje so že last korporacij, ne? Ker s podpisom privolitve, ne, se ti strinjaš z vsem in ti postaneš lastnina korporacije, ki je izdala patent za cepivo. Tako so uspeli nekje polovico populacije že uzurpirati, ne, se pravi, to več niso ljudje. Glej, vsekakor bi prišlo do konflikta, to zdaj karikirano tako govorim iz glave, bi prišlo do konflikta interesov med korporacijo, ki je lastnik, in po moje, če bi on podpisal varovalni sporazum, bi ga na vsak način hotela ta korporacija izpodbiti, ker on je pri polni Ja, tako je, ne. Tako kot se je zgodilo pri tej Falš, na primer, ne, kako bi povedal, tovornjakarji, ne, zdaj pa mi smo svobodni, aj bože moj dragi, ne. Kaj se je zgodilo v Kanadi? Katastrofa totalna, ostali so ljudje brez tovornjakov, brez možnosti, da jih registrirajo, brez posla, brez vsega, in tako bodo počeli povsod po svetu. Ne vem. Se ne ve, glej, ne? Ker mi smo vsi neke vrste pionirji, ki orjemo ledino in se učimo iz izkušenj. Ja. Ne, kar daj, saj jaz sem bistvo povedal. Tukaj gospa, kaj prej izpostavlja, ne, kako je z nepremičninami pa s cepljenimi. Jaz bom tukaj povedala, da imamo obligacijski zakonik, vrhunski zakonik, ki velja v vseh obdobjih, ali je to izredno stanje, ali je vojno stanje, pandemija, plandemija, epidemija. Imamo v obligacijskem zakoniku člen, ki govori, da lahko tista stran, ki je bila zavedena v postopku, izniči pogodbo. Se pravi, ne vem točen, kjer člen, je treba preštudirati, ker ta obligacijski zakonik ima blizu 900 členov. V enem členu bom videla, če imam slučajno shranjeno tukaj na računalniku, pa vam bom povedala, točno kjer člen je, izniči pogodbo, če stranka v postopku ni bila obveščena o vseh podrobnostih pogodbe. Se pravi, tisti, ki se je šel cepiti, on ni dobil pojasnilnega postopka po zakonu o pacientovih pravicah po 20. členu, a ne? Ni mu bilo predočeno, kakšne so nevarnosti, kakšne so posledice, ampak samo rekli so mu, da je dobro, da se cepi. Niti niso preverili njegovo zdravstveno stanje, a se lahko cepi. Niso mu povedali, kaj je noter. Nobenih posledic zanga. A ne? In tukaj ta člen, bom jaz zdaj pogledala, ko bom dala besedo Miranu, vidim, da je že zakurbljan, on bi že rad kaj povedal. Ja. In, lejte, to možnost imamo. Mi smo se do zdaj skozi sklicevali na ustavo, pa mednarodne pogodbe, pa na kazenski zakonik, na temeljen zakonik, to je pa obligacijski zakonik, smo pa pozabili. Obligacijski zakonik ureja medsebojna pogodbena razmerja v vseh odnosih. A ne? Tako, ki je meni rekel moj zdajšen partner, a ne? Če bi se, a ne, bom tako malo hecu povedala, no? So se malo od poroke pogovarjala, sem rekla, ni problema, jaz bom ni tako vse pravice pridržala. A razumete? Malo hecu, da bo malo, a ne, da razbijemo to monotonost. A veste, obligacijski zakonik velja v vseh razmerah in je neodvisen od ustave in od mednarodnih pogodb. Nadaljujem. Obligacijski zakonik je edini zakonik, ki je pod
stvarnikovo jurisdikcijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da izhaja iz naravnega prava in ni v nasprotju z naravnim pravom. Ustava ne izhaja iz naravnega prava in je nižji zakonski akt od obligacijskega zakonika. Tako da, če pogledate samo obligacijski zakonik in njegove definicije, nimate mu kaj prigovarjati ali ugovarjati, kajti ni v nasprotju niti s kozmičnimi zakoni, z univerzalnimi zakoni, z naravnim pravom, z ničemer ni v nasprotju. In to je ta trenutek v Sloveniji, si drznem trditi, edini pravno veljavni akt. Vse drugo je izmišljotina. Zakaj? Zato, ker ustava ni bila verificirana od ljudstva. Če ustava ni verificirana, ni veljavna. Vsi ostali zakoni izhajajo iz ustave in so podrejeni. Se pravi, so neveljavni. Tudi ta pravila korporacijska, to je vse neveljavno. Kako bi rekel, manipulacija in laž je tako velika, da vas bo večina ljudi raje ubila, kot sprejela resnico. Se pravi, kompleten sistem je nelegalen. Edino obligacijski zakonik ima svoj temelj in svojo osnovo. Zdaj se bom pa vrnil na tisto, kar prej nisem končal. Se pravi, narava in vse imetje preide v njihovo last. Ali na mili ali na grobi način. Se pravi, špricanjem določenih sestavin ob delovanju 5G mreže se uniči vse, zaradi česar bi mi lahko bili samooskrbni. Potem se uvede sledeča stvar, prodaja velikih zemljišč, informiranje firm, ki bodo registrirane pod proizvodnja kisika. Se pravi, GSO drevesa, ki hitro zrastejo in niso odvisna od ničesar, neobčutljiva na chemtraile in na vse drugo, ki dajejo kisik. Tako da tisti, ki bodo hoteli ostati, jaz o planih govorim, ki bodo hoteli ostati z naravo, bodo pač podjetniki, ki proizvajajo kisik, vsi preživeli, bodo pa pač imeli davek na kisik. Tako kot zdaj, recimo, že dajete davek, tisti, ki ste še v sistemu, ko dajete davek na izdihan zrak, CO2. Zmišljavali si bodo vse živo, da nam onemogočijo samo oskrbo. Ampak dokler jaz migam v tem telesu, javno bom povedal grobo, naj si jebejo mater, tako kaktus.